Jaz sem bil en čas v razmerju za Miss Šri Lanka enkrat. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan, dobrodošli nazaj na najboljšem podcastu v Sloveniji. Čalim podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Rimanič Jure. Jure, koga imamo danes naši desni? Danes je z nami avanturist, pilot, znanstvenik v prostem času. Pa je, da je tudi zelo zapeljiv fant. Danes je z nami Aljoša Rojac! Yo, check it, man! Dober dan, Aljo, kako smo? Dobro, odlično, vidva fanta, kako sta? Tudi super. Gre, malo zebe, ampak gre. Ja, tako je, ko je zima. Tako je, ko nekdo pusti radiator in pol mora Jure plačati elektrike 120 evrov v enem mesecu iz 30 evrov. No in zdaj smo rekli, rajše radiatora ne bomo imeli, zahvalite se Chicas in Mexico, one uporabljajo naš studio, one so to vse zafrknile. Zdaj naši gosti morajo biti v jakni. Ja, in mi tudi. Aljo, kaj je bil kaj tvoj teden? Zelo zaseden, kot vsak teden, tako da nisem imel nič prostega časa, imam vse splanirano in moj kronični problem je pomanjkanje časa. Vidiš, imaš planirano, kot ti. Pomeni, da imaš to dobro spredno, če je pomanjkanje časa. Moraš imeti tudi čas za čas. Ja, res je, ampak tako je. Imam skozi neki. Kaj pa si kaj počel tako, da lahko deliš z nami? Delam za radio, kot veš, mi trije smo voditelji, ne, na Radio Hit, tudi med drugim. Ne, tako da. Povej, kdaj je oddaja, da lahko počekirajo. Ja, oddaja se kliče, kaj ti je bilo tega treba. Kaj ti je tega treba? Aljo, voditelji smo. Ampak hvala, da sodelujete, vas moram pohvaliti, ljudje so zadovoljni. Potem za radio je vedno en kup faktur, usklajevanja, oglasi, reklame, sestanki v Ljubljani non-stop, papiri, ja, potem imam jaz moje hobije, potem delam na raziskavah na mikrobiologiji, biogenetiki in tako naprej, tako da sem skozi zaseden z vsem. No, čakaj, da na hitro mi lih povemo, kdo je Aljo, zakaj je Aljo. Bergant in Papic so imeli to oddajo, ki imamo zdaj mi, samo na malo drugačen način. Klica Berganta v Rimanič, rabili bi nove goste, kaj bi bil ti in Jure. Nove voditelje, ja, pardon. Bi bili ti in Jure, smo rekli, ajde, tako smo spoznali Aljota in snemamo vsak teden, oddajo zjutraj ob 7:30, ob 2:30 in ob 6:30. Nas lahko poslušate na Radio Hit, oddajle, kaj ti tega treba. Res je. In v bistvu meni je Gašper Bergant rekel za vas. Hudo, okej. Ja, in jaz sem bil kot nek neumnež in sem rekel, in kdo so tile? Tako da se opravičujem. Podcast v Sloveniji, mislim. Halo. Ja, se opravičujem. Sprejmite moje opravičilo, prosim. Sprejeto. Sprejeto. Veš kaj, mi nimamo takih nekih ego-tripov, nam je vseeno. Mi vemo, da smo najboljši, če reče kdo, da nas ne pozna, pa nas bo že nekoč. Ja, tako. Preko slej bo stopil na mino. Jure, kaj je bil kaj tvoj teden? Moj teden, jaz kot bi rekel, jaz sem se to besedno ta teden mislim, da malo pregrel, torej malo sem preveč delal in sem res ekstremno bil utrujen. In zato si vse kot veš, ne, vsak petek imamo nekaj za delati, imamo radio za snemati, popoldan, pol v sobotah ponovadi delamo podcast, tako da so vikendi kar naporni. Razvijal je merch Jure, zato je malo naporno, ne bilo cel teden. Tudi merch sem razvijal. Prihaja za konec januarja. Tako je, delamo res, ta merch bo tako dober, fanti. Dajte vsi en like, če boste kupili merch. Sam da vemo, koliko vas bo kupilo merch, da vidite, ste splačali vse te ure, ki sem jaz vložil v ta merch. Ampak čakaj, ne, da prekinem. Mi tudi smo zdaj ta teden ustvarili nekaj jačega kot naš merch. Ne. Ja. Tam. Kje smo bili jaz in Jure ta teden, ne? No, a boš ti povedal pa jaz? Ja, bom povedal, pa ti boš lepo nadaljeval. Okay. Ta teden smo bili pri naših kolegih El Toro, najboljša restauracija, steakhouse. El Toro kaj? Čakaj, okusi Krstin v El Torotu, najjača restauracija, steakhouse, imajo burgerje, meso na tako, reberca. Kaj so nas naučili? Tomahawk, cowboy steak. Imamo Tomahawk, cowboy steak, pol imaš tale, koženi Mercedes od mesa. Vidiš, ne vem. V glavnem, ful dobro fucking mesa imajo. Starana od 30 do 180 dni, ne? 150 dni, tako. V glavnem... Vsi vegani vabljeni. Imajo tudi veganske opcije. Ja, imajo. V glavnem, z njimi smo se združili in smo ustvarili svoj Jure. Člani burger. Tako da od tega tedna naprej je na meniju člani burger, kaj je v temu burgerju, pridite pa probajte. Zdaj pa pomemben datum, 24. februar,
ob 6, to pride na petek, uradna otvoritev, člani burgerja, tam bomo bili tudi jaz in Jure, vsi vljudno vabljeni, bomo prišli, poklepetali, pojedli. Lahko pridem tudi jaz probat ta veseljem. burger. Vabljen, vsi lepo vabljeni. Burger je od te epizode uradno že na meniju, ampak uradno pa bo bilo tudi 24. No, ki smo Takrat bo naredili. uradna otvoritev. Tako. Lepo vsi vabljeni, burger je fucking bolan. Ful je dober. In pridite lačni po možnosti. Tako. Ja, bo bilo dobro, da ste lačni, ja. No, evo, no, to je pa naš burger, bilo je zanimivo ga delati, jaz in Matej smo ga pekli in več boste tudi videli v naši specialni epizodi, ki bo samo za člane kanala. Tako, tam boste videli, kako smo burger naredili, to pa pride ven najverjetneje drugi teden. Zdaj pa gremo mi nazaj na našega gosta. Čakaj, moj teden še, stop. Jaz sem ta teden režiral eno reklamo za Šparsko šarkaši, tako da sem snemal reklamo za Šparsko šarkaši našimi košarkaši Olimpije, tako da bilo kar zabavno. Aljo, mi prej začnemo, da malo breakamo the ice, imamo tukaj člani škatle vprašanj, tukaj notri se skrivajo vprašanja od Kiro sadje bi si dal urit, do kaj je smisel življenja. Oh my god. Tako Upam, da ne Pa, dobim, lih to je, se samo izbralo upam, da ne vprašanje. dobim to za urit. S kom bi raje prespala? Matej ali Jure? Aha, Torej, Aljo. Le, jaz bom samo to rekel, ne, jaz sem bolj kompakten, Jure je čez s celo kom bi posteljo. raje prespal z Matejem ali Juretom? To je vprašanje. To je bilo za ženske mišljeno, valjda ni bilo za To je mene. bilo Za za vse moške. mišljeno, Aljo. Odvisno, kaj iščeš v moškem. Torej, Matej mi mežika. Z Matejem. Se hecam. Kaj zdaj? enega Ja, moraš dobro, v brati. redu z Matejem. Hvala, Aljo. Sorry, Jure. Dobro, Se ti bomo doživel z, ne vem, s hamburgerjem. tvojim. Gremo mi, Jure, nazaj našega gosta. No, našega gosta. No, Aljo, mi bi radi danes malo spoznali tebe boljše, odkrili malo več o tebi in radi bi, da predstaviš našim poslušalcem, kakšno divje življenje imaš. Kakšno divje življenje. Ali pa si ga imel. Torej, dajmo začeti na samem začetku. Kako si začel, kaj je bil tvoj plan, kaj je bila tvoja ideja, kaj so bili tvoji cilji, ko si bil mlad moški? Prvo vem, da je bilo cilj, da uhvatiš mamo od Mateja, ampak potem... Sem jo poznal, ja. Ja, Aljo poznal mojo mamo V v tistih mladih letih. časih mislim, da smo šli tudi kam lahko žurati, jaz se ne spomnim, to je zdaj že 100 let nazaj, ampak ti govoriš o ciljih, v življenju, Ja. v planih, seveda zgodba je dolga, ampak samo na kratko, mogoče tisto, kar vas zanima, so take bolj pomembne stvari, ki stopajo, recimo en čas sem preživel v Ameriki. No, kdaj si to začel? Povej od začetka, kaj je bilo tvoje prvo tako potovanje ali pa kje si začel te stvari bolj odkrivati. Čakaj, Ja. Imaš kakšno dobro štorijo iz srednjih let, iz srednješolskih let, je bilo že kaj takega? Ja, recimo, ne vem, na koncu srednje šole, glih takrat, ko sem poznal tudi tvojo mamo, by the way, smo šli na maturantski izlet na Ibico v Španijo in tam je bila ena taka luda kuča, norost, ne? Ibica je še danes totalna norija, ampak takrat v tistih letih je bila pa še hujša norija in če me kdo vpraša, kako je bilo tisti teden na maturantskem izletu, bom samo tako povedal. Če bi dal dve sliki, dve fotografiji skupaj, na prvi smo bili vsi slikani na Brniku, ko smo šli na avion in smo bili lepo vsi urejeni, na drugi sliki pa smo bili vsi zdelani, zmučeni, dva polomljena, eden na invalidskem vozičku in tako naprej. V glavnem, Kaj ste delali? katastrofe. Ja. Ojoj, Ja, res. Takrat so bile prave žurke, zgleda. očitno. Ja. Zdaj pridemo vsi celi nazaj, zdaj prideš samo s COVID-om nazaj, to je vse. s COVID-om, ja. Eden je prišel na invalidskem vozičku, zakaj? Zato, ker so delali neumnosti z motornimi kolesi, se je razbil, zlomil nogo, cel v gipsu. Dobro, ajde, nogo se da popraviti. Ja, ampak ni mogel hoditi, zato so ga na avion pripeljali na vozičku in tudi odpeljali do z aviona. Ne. Dobro, ajde malo za kontekst, iz kje si ti, Aljo, ti si tle Jaz naš. sem, ja, vaš član iz Kopra. Tako. Rojen v Kopru, doraščal v Kopru, fakulteto končal v Mariboru. Kaj si pa študiral? Sem univerzitetni diplomirani inženir elektronike. Na Ja, srednji tudi si pa oba tudi sta na elektro, ne? Ja, in sem bil paralelka s tvojim očetom. Tako. mimogrede. No in kako si začel, Pol? Dobro, to je tvoj faks.
Kaj si pa kaj počel? Ja, mislim, zgodba je potem, da jaz, ko sem končal fakulteto, sem naredil vojsko, po vojski sem šel v Avstralijo. Ok, čakaj, počasi, ti majstore. Predtem sem bil v Ameriki. Dobro, Po vrsti. počasi, po srednji šoli, kako da si se odločil za elektrofaks? Zato, ker sem bil na elektrosrednji šoli. Tako in si rekel, ok, logično, Ja, grem še na elektrofaks. grem naprej Okej. to zadevo. Med faksom se je že porodila kakšno želje za potovati, kaj sprovat? Ja, sem šel s punco že v Grčijo z avionom, šla sva tudi na Bali, pa bila v Indoneziji, pa obrajtala sva celo Avstralijo. Ja, po sva se vrnila nazaj, ja, to je trajalo kar nekaj mesecev, kar ti govorim. Ja, verjamem. Recimo ne 5 mesecev. Potem, ko sem se vrnil nazaj, sem še končal nekaj izpitov, naredil diplomo, ne? In potem sem šel v vojsko in po vojski sem šel v Avstralijo. Tako je bilo. Nazaj, ker kaj si se zaljubil iz mladih let? Sem rekel, grem probat, ker sem že bil prej, ne? Sem rekel, grem probat, da vidim, kako je, in na koncu sem ostal 7 let v Avstraliji. Aljo, počasi, kako greš provat? Grem jaz provat, ne vem, še enkrat v isto restauracijo, ki mi je bilo dobro. Grem provat živeti v Avstralijo. 7 let. Ja. Mislim, začelo se je tako, ne? Ko sem jaz pristal v Adelaidu, to je South Australia, ne? Okay. Jugo Avstralije, sem za dobrodošlico bil aretiran na letališču. Kje nisi Jaz ti bil vem, areteran? da sta vidva to komaj čakala, da slišita. Ja, in sicer problem je bil v tem, da so mene vprašali, zakaj sem jaz prišel v Avstralijo. Ne? In jaz sem rekel, da sem turist, ker sem imel turistično vizo. Imel sem s sabo 42 kg robe, od tega same neke knjige. 10 kilogramov robe. Ja. Ne delaj asociacije, prosim. Same knjige o elektroniki, o računalnikih, ne Šel vem delati kaj. bombe. In pravi oni carinik, nisi ti prišel sem na dopust, ti si prišel tle migrirati. In seveda so me zaprli v eno sobo, kjer so me 6 ur maltretirali z vprašanji. In po 6 urah so prebrali vse moje zapiske po knjigah, po zvezkih in ne vem kaj. In je bilo več ljudi, ki je istočasno bralo vse moje zapiske. In po 6 urah se je ta glavni inspektor pojavil pri meni in je on povedal o meni več, kot sem jaz vedel samem v sebi. In je rekel, jaz vem, da ti si se zmenil s tem za službo, z onim za službo, gor so vse vedeli. Te ljudi Že so, takrat. že takrat. Vse te ljudi so klicali, z njimi so govorili in so rekli, s tem si govoril, s tem, oni so jim seveda potrdili nazaj in to. In potem je bilo jasno, da jaz sem prišel v Avstralijo kot imigrant, ne kot turist. In potem je bila odločitev na carini, ali bodo mene spustili v Avstralijo, ali me dajo spet na avion in domov. In jaz sem jim rekel takrat, glej, če me daš zdaj na avion in me pošleš nazaj, bom šel pa v Ameriko. In on je rekel, imamo mi kolega v Ameriki, bomo klicali. Da se ne bom pozabil, kaj mi je rekel. No, in pol so vse pregledali in so rekli, veš kaj, mi smo se odločili, eno komisijo smo naredili in tam smo rekli, ti si brihten poba, smo videli, kaj delaš. In taki ljudi v bistvu naši državi rabimo. In mi je dal roko in rekel, welcome to Australia. Okay, jako. In mi je hkrati zabičal jutri, pojutrišnjem, da greš k onemu tipu, s katerim si se že menil za službo in da urediš delovno vizo in tako naprej. In sem potem tudi to naredil. Ok, kaj pa je bila tvoja služba? Jaz sem bil glavni programer na računalnikih, kjer sem potem programiral software računalniški, ki je kontroliral naftne ploščadi za izčrpavanje nafte iz... Ti si tako random človek, stari, ti kot da si AI generated. Pač ti veš, tako ena stvar je, ki omeniš in on jo reče, jaz sem to delal, jaz sem tle bil, jaz to poznam. Tako je, delal sem 7 let v Avstraliji na temu. Kako zgleda programiranje naftnih ploščadi? Kaj delaš? Mislim, je več stvari. Kaj je bila fora? Mi smo mogli naštudirati, kako naftne ploščadi delujejo in moja naloga je bila, da sem naredil računalniški program v obliki igrice, simulatorja, ki je potem bil uporabljen za trenirati ljudi, kateri so šli delati na naftno ploščad, zato da so se predhodno natrenirali na simulatorju, kaj je za delati, preden grejo tam. Zato, ker je nevarno. Ne? Te naftne ploščadi so bile ful nevarne, no? Mislim, to so ful plačani. Zato, ker je notri en kup teh tub, ki so vse polne z gorivom in če kaj poči, zagori, ta zadeva se lahko užge zelo. Ne? Jaz sem videl te največje naftne ploščadi, to je res gromozansko. Res gromozansko. In sem tudi videl, kakšni
tsunami in orkani so to, ko ste na teh ploščadih ni valovi 15-20 metrski. Si predstavljaš, da ste gor niso plačali 300,000 evrov na leto, 400, ne? Ja, Ampak ne vem, če je to dovolj za tiste, kar ti tam moraš preživeti. Ja, no, mislim, jaz sem se takrat tudi prvič srečal s tem, ker sem imel pred sabo vse številke, koliko izčrpajo nafte ena naftna ploščad, kakšno so dimenzije cevi, koliko denarja prinese na dan. No, koliko so te cifre? Ja, ena naftna ploščad nosi lahko od milijon do 10 milijonov dolarjev na dan, komod, tudi več. Tudi več. Na dan. Ne? Tako da ena naftna ploščad generira lahko po 300, 400, 500 milijonov na mesec, recimo, ne? Komod. Se splača? Ja, tako da tam so številke velike in potem seveda cel postopek, ko se ta nafta skladišči, pol pride tanker zraven, se parkira, ne, tanker je čez oceanski, treba nafilati notri, ne, na 500, 600, 700 tisoč ton nafte in tako naprej. Take shrambe imajo v bistvu na teh ploščadih gor, ali kaj? Ne. Naftna ploščad izčrpa nafto, potem pa po ceveh pošlje do bližnjega kopnega ali pa do enega pristanišča, tam pa je narejeno za to, da se ladje zasidrejo, da nafilajo tanker. A torej ne pride nikoli tanker zraven naftne ploščadi? Ne, tanker tam ne. Okay. In delavci se vozijo s helikopterji, ne? Ja, mislim, z barkolik ne. Ne, vse imajo helikoptersko ploščad, pripeljejo delavce, eni grejo dol, druga smena se zamenja in jih peljejo nazaj domov. Wow. Ok, to je bilo 7 let si delal s to. Ja. In kako je... Ja, pa Jure. In kaj, si začel, vedno si bil na isti poziciji ali si kaj menjaval? Ne, jaz sem prišel notri, ker je v bistvu eden glavni programer, ki so ga imeli tam za Alfa in Omega, se je klical Jeff, če se prav spomnim. Mislim, da je kadil tudi travo, by the way. Neki čuden tip, ga niso marili. Prinesel oni 70 kg robe. Da je robo, da se zmenimo. V glavnem so ga odpustili in so iskali enega takega, ki jim bi deloval nadobudnež, da to pozna. In jaz sem jih uspel na intervjuju prepričati, that's me, in so mi dali to šanso in potem se je hitro videlo, da so vzeli pravega človeka v roke in pa sem jaz naredil ene spremembe v podjetju, take velike, ki so podjetje naredile dosti bolj konkurenčno, kot je bilo prej. Ne? Ker so delali ful na roke, jaz sem pa avtomatiziral ene projekte in je šlo pol hitreje. Okay. In sem v bistvu postal potem vodilni in so me takoj dali na vodilno mesto. Kakšno plačo si pa dobival v Avstraliji? Prva 3 leta, takrat govorimo, leta 2000 govorimo nekje, sem imel okoli $60,000 na leto. Ok, koliko je to za tiste razmere? Ni toliko spet, ne, za Avstralijo, ali je? Ne, takrat je bila recimo tako normalna malo, plača, ranga 40,000. Na leto? Ja, normalna. Torej kot migrant si dobil ful, ne? Ja, 60,000 je bilo tako, ker, tip ima solidno plačo. Si živel kot gospod? 60,000 sem živel normalno, ne kot gospod. Normalno, v redu, ok. Ampak tako lepo, no. Lepo. Ja. To je bilo prva 3 leta. Potem pa sem hotel iti domov in so rekli, ne, mi te ne bomo pustili. Spet oni isti officer ga ni pustil domov. Ja, me ni pustil domov. In jaz sem se v bistvu zmenil, da grem domov in sem hotel iti na letalo in sem rekel, super, soboto spakiram, grem domov, grem na... Čakaj, dopust ali samo dovolj? Po 3 letih sem imel zadosti. Grem domov, zato ker sem rekel, hočem iti nazaj domov. In jaz sem naredil cel plan, ko bom šel v soboto na letalo, spakiram se in reče ta moj šef, čakaj malo, je rekel, v petek, en dan pred odhodom, je rekel, predno greš domov, te prosim, greva skupaj v eno restauracijo nekaj pojesti. So rekel, dobro. Ajde, ja. Ne bom šel v eni restauraciji. Poslovilna večerja, ajde. In predno sem šel jaz na ta famozni sestanek in kosilo, sem klical enega kolega tu v Sečovlje, in s katerim sem kolega dober, on je starejši od mene, in se rekel, poslušaj, kaj naj jaz naredim, če mi on začne prepričevati, da naj ostane. In on je rekel meni, gledaj, ti bom povedal en nasvet, zapomni si ga, ki ti bo spremenil življenje. Ajde, da slišimo. In pravi on, kadar v življenju te ljudje nekam vabijo in prosijo in ti se upiraš na vse 4, ma ne, nočem. Zapomni si, da ta kontrast, da ti nočeš in oni hočejo, to je tvojih 5 minut v življenju. Pristani na to, požri to, naredi to, kar oni hočejo. In jaz sem šel s tem naukom na ta sestanek in se usedemo za mizo, peljal me v najboljšo restauracijo, ki je obstajala v Melbourneu, Flower Drum se kliče, kitajska, in je rekel, naroči vse, kaj hočeš, plačam jaz. Jaz se usedem, v istem momentu mi je dal papir in svinčnik zapisati.
Je rekel L, ne Aljoša, AL, prvi začek, ne, sem bil L. Je rekel, L, ne, please, write down, ne, napiši na papir vse, kaj ti hočeš, samo da ostaneš tu. In sem rekel, jebemo, sem vedel, da bo do tega. In sem rekel, zdaj, ali grem na to, kar čutim, beži domov, ali naredim to, kar mi je kolega rekel. In sem rekel, nič, požrem, naredim to, ker oni verjetno ve, kaj govori, sem si mislil. Jaz sem pa še glup, verjetno. Čekaj, prosti, koliko si bil star v tem momentu? V tistem momentu sem Ta imel, leta, koliko so bila? mislim, da sem imel 28, Okay, 29, tako nekako, 28. Po jaz. Tipo ti zdaj, Ja, ja. Ok. Ja. In jaz napišem, napiši vse, kaj hočeš. In jaz sem rekel, ok, 5 stvari bom napisal. V redu je, napiši več stvari. In jaz napišem prva točka, plača ne 60,000, kot te šljivi, 120,000. In on je v eni sekundi rekel, ok, sprejeto. Pol si rekel premalo. Ja, vem. 120,000. Ja, 120,000. In on je rekel v sekundi, ok, ne vem, če je bilo pol Zato, sekunde. ker njemu je bilo vseeno, samo da ostaneš. Neverjetno, jaz sem mislil, da bo valjda se zmi. Ampak ok, rečeno, storjeno. Potem druga točka, sem rekel, na to plačo gor mi boš plačal superannuation, to je, kadar imaš ti dodatno pokojninsko zavarovanje, ki je obvezno dodatno, podobno kot imamo mi v Sloveniji, obvezno dodatno zdravstveno, imajo oni za pokojnino. Okay. In je 9% bilo od plače. To je dosti. In jaz sem napisal druga točka, ne, superannuation, toliko in toliko. In on pravi, sprejeto. Okay? Tretja točka je bila, hočem imeti 3-krat na leto domov, vsake 4 mesece, ne, 3x4 je 12, in vsakič sem doma 3 tedne in mi pripada plača. Odgovor, sprejeto. V sekundi sprejeto. Četrta točka več, niti se ne spomnim več, kaj vrag sem rekel, vem, da 5. točka je bila, hočem imeti mini kuhinjo, da si lahko skuham za jesti v pisarni, v podjetju, da si lahko kuham moja kosila. Je rekel, to pa ne morem, je rekel. Ker mi bomo imeli eno malo kuhinco, ma jaz ne morem narediti kuhinje, nimam placa, kam naj dam, moram narediti napo, ne vem, kaj mi je govoril vse. Ova sem rekel, dobro, ok, ajde, pustim. A 4 točke, on jih vedi je sprejel. In potem sem ostal 4 leta. In si imel 120,000 evrov? 120,000? Ja, 120,000 Pa to je bilo takrat, za tista leta tudi ful več. To je kot da bi imel danes 250,000 ali pa 200,000. Ok, zdaj povej, kaj si delal s tem denarjem. Pizdarije. Zato si non-stop ti letel. Ajde, zdaj povej pa ta lud part Avstralije. V glavnem, kaj sem delal? Pa omislil sem si voziti avione, recimo. S tem denarjem. Ja. 120,000 evri, ne, 120,000 dolarjev, vse to je bilo takrat. Ja, Za umne standarde dosti. Pa to je koliko? Ja, no, mislim, moraš razumeti eno stvar. To moram pojasniti, da ne bo nesporazuma. To je bruto plača, od katere se vzame davek stran. Okay. Govorimo o bruto plači. Si govoril. Ja, tako da od 120,000 meni, če je vzela država takrat stran, se spomnim okoli skoraj 40,000. Ok, torej je. Tako da jaz sem imel neto priliva 85,000, kaj tazga sem imel neto priliva. To je še vedno... Ja. 85,000 deljeno 12, ne, pa je tam ranga 7 jurjev razpoložljivega prihodka na mesec. Kaj? Ja, razpoložljivega prihodka na mesec. Ja, takrat sem imel $7,000 na mesec, to bi bilo ekvivalentno, kot bi imel danes kakšnih $14,000 na mesec, verjetno, kot tazga. Ja, v glavnem en kup denarja je bil in plačo smo imeli tedensko, ne mesečno. To je ta ameriški način. Ne, to je bil avstralski. Ampak tudi Američani imajo tako, ne? Nimajo na teden. Nimajo oni weekly tudi, ja. Ma se lahko zmeniš, kot hočeš. So imeli, samo zdaj so šli vsi na mesečno posod skoraj, ker je preveč tega. Ja. Tako da, ja, sem imel v redu in potem takrat se je zgodil 2001, World Trade Center, kolaps, bum, je padlo dol, so podrli na 2 dvojčka, na katerih sem bil, by the way, tudi. Ja. Bil sem celo malo preden so jih podrli tudi, ok, nema veze. V glavnem... Letalo. V glavnem, jaz sem šel na letališče in sem rekel, hočem biti padalec. Okay. Zakaj? Sem rekel, ker če bo padel avion, bom skočil s padalnika. Sem imel take
popularna ideja. Malo pametno. Lej, Ja. jaz podpiram to idejo. No, Pametno. namreč, ker po 11. septembru 2001, ko so zrušili dvojčke, 2 meseca kasneje je padel še en avion na Long Islandu, ne vem, če se spomnite, ki je bil namenjen na Dominikano. In tistemu je utrgalo rep, in to je bil Airbus, by the way, 320. In sem rekel, jebem vseeno, sem rekel, ma kakšne avione delajo, da mu utrže rep? Ma če mu utrže rep, kaj bi jaz lahko delal? Ja nič, me upadalo bi se vrgu dol skozi rep straj, ne vem kaj. Jaz grem se naučiti skočiti s padalom. In sem prišel na letališče tam, ki so bile te šole, letalske, padalske, vse živo je bilo, prijem tam in sem rekel, ma kje je ta padalska šola? To imaš i tam je bilo enih 10 šol, ne, se razumem, ne ena šola, je bilo 10 šol za izbirati med sabo. In pravi on, ma zakaj ne bi šel ti probat malo z avionom leteti, tam neki inštruktor je bil. Ma sem rekel, pa zakaj, pa ne, pa dajmo. In on je rekel, skoči not. Ma sem rekel, ma kako, gremo tam plačati na nekakšne dokumente. Ne, skoči notri in zletimo zdaj. Ma kar tako, zdaj odpri vrata, pejdi notri, je rekel. Ok, šel notri, užgal in mi smo odleteli z avionom. Je rekel, no, zdaj prav malo voziti. Pa jaz to malo probam in on, no, a se boš učlanil v našo šolo? Jaz ono, pa dobro, ajde, naj ti bo. In te dajo na vrh, če rečeš ne, dol. In potem sem začel leteti. In sem to potem razvil, pa sem napredoval, pa sem se došolal, pa nekaj dodelal, to je to trajalo pol 4 leta, tega letenja in teh zgodb z avioni je bilo. Kaj si pa delal z avioni? Si peljal kakšen na zmenek z avionom? Celo mojo ženo, preden sem se poročil, je imela to čas, da sem jo peljal. Ja, no, posel se ločil. Čakaj, žena si imel pred Avstralijo že? Ali? Ne, pač takrat ni bila žena, bila punca in sem jo peljal jaz z Si jo avionom. pripeljal, ma je bila s tabo dol? Prišla je 2-krat za ene par mesecev. Torej to je bil za reč long distance relationship. Ja, pa je prišla, pa jaz sem prišel gor, pa tako smo imeli to, jaz sem bil 3-krat na leto v Evropi, ne, po 3 tedne. Ne. Plačano? Kako pa je bilo ta relationship? Mislim. Ja, ma to ni trajalo dolgo, mogoče 1 leto. A pol je že se je izjalovilo. In potem sem se jaz vrnil na koncu domov. Ne. No, posel se ločila, ampak sva ostala v odličnih odnosih, kar je zelo pozitivno vplivalo na hčerko, hvala Bogu, ker sem se bal, da bo negativno. Ko se gliže ščerka? Vajva. Shoutout Vajva, spremlja člane. Očitno bo to gledala, si mislila, kaj je šel moj foto, da je to govoriti na televizijo. Ok, dej, povezi kakšno štorijo z avionom, ne dobiš vsak dan pilota tle na ta sedež. Štorij z avionom. Ja, imeli smo enega skoraj. Ja, sanski moški je rekel, da dela za izpit za pilota. Ja, se je dosti ljudi naredili, jaz poznam tudi dosti pilotov tle okoli. Ampak štorij je bilo cel kup. Vozili smo se vsak vikend, vse posod smo šli, zgodilo se je en kup čudnih stvari. No, kaj to en kup? Ale dej, no, spitaj. ajde. Recimo, ena se je zgodila to, kar si noben pilot ne želi, in sicer smo končali v nevihtnem oblaku. Ja, v tem nimbus cumulos, ki se kliče ti oblaki visoki, ki so lahko tudi več kilometrov temni, črni, še bila skoraj, ne, zdaj se spomnim, noč je bila celo, je bilo nočno letenje je bilo. In ne vem, kaj se je zgodilo in jaz takrat nisem imel še VFR training, se oproščam, IFR training, ki je Instrument Flying Rules, sem imel samo VFR, ki je Visual Flying Rules. In, Čekaj, kaj je razlika? Malo. Da je z videnjem? Eno je, da ti letiš na bazi tega, kar vidiš, ne vem, mape, tudi lahko GPS imaš, kakšne inštrumente za orientacijo, tudi uredno, ampak ti moraš imeti vizualni kontakt s terenom. Pika, amen, gotovo, brez diskusije. Če ti preletiš v oblak, ti izgubiš vso referenco, ki obstaja. Ti ne veš več, kje si. Kaj gor, kaj dol, kaj levo, kaj desno. Ja, Dobro, se vidiš na onem, kaj ne vidiš na onem. Ja, Artificial Horizon je to, umetni horizont, kjer vidiš, ampak ti se moraš strenirati, da obvladuješ vizualno tisto, ne pa čustveno. Zato, ker ti čustveno, ti zaznaš te G-forces, ki te porinejo levo, desno, gor, dol in te izigra. In ti v oblaku mimo grede zgubiš orientacijo in se lahko pobiješ. Ok, to je za reč, naprimer, te vleče desno, tam kažeš, da si na levo. Tako, in pol te... tako. In če ti samo za trenutek popustiš in primeš v roke občutek, ti si zaključil življenje. Ti moraš gledati ono. Tvoje oči so, to je prav. Tvoja senzorika, levo, desno, gor, dol, pozabi. Ja, in to je zelo težko
dekaplat, ne, se reče, izklopiti na 2 dela, zato ker tebe avtomatsko zanese. Ja, tako je prav, ker ti si navajen hoditi po 2 nogah in valjda čutiš, kdaj boš padel levo ali desno, se popraviš in ti se avtomatsko popraviš na bazi te senzorike. Zdaj pa ti moraš delati kontra tej senzoriki. Je kot da bi ti hodil pijan in bi mogel past, zato da ostaneš na nogah. Totalno kontra logika. Dejansko so taki občutki. Ja, grozni občutki so, dokler se ne navadiš tega in izuriš. No, jaz sem se potem to izuril, ampak zgodilo se je, da takrat tega nisem imel in sva preletela v oblak in moj inštruktor je zmrznul. On? Ja, on je tudi zmrznul, zato ker avion ni bil certificiran za IFR in on takrat ni imel sam IFR-a. Sam, on, ja. Ja, ker tudi on, ali ga je imel, pa ni bilo, ali ne bi smel z mano, zdaj se ne spomnim več, kaj je bilo. Nekaj je zajebal. Ni bilo vse po papirju. Ni bilo tako. In ko smo preletela notri, nismo se niti vedela, kako obrniti, ne vem kaj, hkrati istočasno na slušalkah smo imela avione, ki so prihajali v Melbourne, ta velike, zgoraj, spodaj, pod nami, mi v oblaku. Torej smo imeli koordinacijo z radarjem še, radar nas je pustil, ne. In se spomnim, da je bilo samo tako, je rekel, Aljo, ne, je rekel, tebi zaupam, drži Artificial Horizon. Jaz bom rešil radio in vse ostalo, da je komunikacijo. In sva razdelila delo in jaz sem dejansko vozil na inštrumente brez IFR-a takrat in sem nekako spravil ta avion do vrha nad oblake in potem sva prišla ven nad oblake in gore je bila luna in spodaj pod nami vse belo in nebo Črnogor z zvezdami in luna. In on je rekel... In pol ste se poljubila. Objela bi se lahko to, kar so ostale živa, recimo. To je bilo to, ja. In potem je rekel, zdaj ti bom pa pokazal, je rekel, zdaj ti bom pa pokazal eno ful lepo stvar. Sem rekel, kaj pa je? Je ugasnil vse luči v kabini. Zakaj? Zato je naredilo efekt zunaj zvezde. Ja. In moram priznati, da je delovalo ful lepo. To vidite. To, za par sekund smo pogledali, ja, ok, cool. In pa sem rekel, nikoli več, zdaj pa z oblaka stran, pa dol, pa gremo domov, ker je tega zadosti. In čakaj, to je bila ena izmed zgodb. Čakaj, ti si mogel to ful nad oblake videti. Prišla sva na višino dejansko, koliko je bil limit, celo prebila sva malo. Mislim, da je bilo 12,000 čevljev, da sva dosegla tisti moment. Wow. Zato, da sva prebila oblake. Ok, to je kilometri, metri. 4 kilometre, recimo. Ja. In spodaj je oblak in kaj si videl? Spodaj v nami je bil oblak, ja, mi dva smo prišli nekje na 12,000. Ampak kaj recimo ta komercialna letala, to niti ne opazijo verjetno teh? Ne, komercialno letalo je večje, bolj robustno, bolj močno, je narejeno, da gre čez oblak brez razmišljati normalno skozi. Sploh ne veš, da gre? Ne veš, oni grejo, ker gre z inštrumenti in je vse na avtopilotu. Pazi, jaz sem šel na roke brez avtopilota, ne? To ni za se hecati, ne. Tako da, ja, ne svetujem nobenemu, da je bilo propelersko letalo? Kaj? Propelersko, verjetno, ne? Propelersko, ja. Valjda, kaj še? Ena sorta Piper Warrior 28, mislim, da se... Je bilo, to letalo je bilo tako zapravo ali je bilo tako bolj... 4 set plus prtljaga. Variant avtomobil. Čeprav ful ljudi pravi, da je boljše med dva motorja, ne? Absolutno. Jaz vedno trdim, 2 propelerja, fantje, če ne, to turboprop minimalno in seveda kompresirana kabina. Če kdo ima namen kupiti letalo, poslušajte. Ne, so drugi moži, ki se s tem bavijo, jaz sem to dal od akta, to je zgodba za mene. No, imaš še kakšno tako zgodbo, ki bi jo izpostavil iz teh letalskih let? Moja božja, ne vem, ko mi je zmanjkalo goriva. Ajde, da še to slišimo. Ajde, čujemo. Imel sem za opraviti tik pred končnim izpitom, sem mogel iti sam na en daljši let v notranjost Avstralije in priti nazaj in seveda preko enega letališča, 2, 3, neki radar, gor, dol, pač so mi dali nek plan. Opravi to, zato da ti podpišemo, da si naredil long flight, ne, ta dolgi let, zato ker to je en del tega tvojega treninga, ne, da se boš naučil. In mi reče, ko prideš na cilj, ne pozabi, ne bom pozabil, ne pozabi, da natočiš gorivo, da boš imel za nazaj domov. In tukaj je kartica od našega podjetja za točiti gorivo, ti samo povleči tam, daj onemu, da ti napuni in to je to. In greš domov. Razumeš, ne rabiš plačati nič, ti samo kartico uporabi od podjetja. In jaz hvala za to kartico, bom jaz napolnil. In jaz naredim ta let, dolgi, sem pristal nekje notri v centru Avstralije. Tam ni nič? Ne, je bila neka
neko mestece, vasica, niti se ne spomnim več imena, kje sem bil na 100 krajih. Sem tam pristal in jaz si umislim idejo, zdaj grem pa jaz v to mestece, majhno vasico na eno lepo kosilo. In grem s taksijem jaz tam, pojem neki, se vrnem nazaj na letališče in pridem, vse je super, čas je, da gremo domov. Spakiram vse, naredim preglede, goriva, nido. Se usedem notri in rečem, ready, razumeš, gremo mi. Jaz vzletim, postavim gor, si naredim kurs, kam moram iti, vse lepo. In potem, ko letiš, opravljaš tako imenovane in-flight checks. To pomeni, da pregleduješ stvari rutinsko, ne glede na to, če je to treba pregledovati ali ne, da ja ne boš kaj pozabil. In jaz grem pa skozi to in pridem med tem checklista, ki je, pridem do fuel. In jaz pogledam števce od fuela, ki bi mogli biti gor, so bila oba dol. In moja prva intuicija je bila, kaj je narobe števci danes? Zakaj danes? Kaj jim je danes? Ne, nisem jaz kriv. Kaj je Dva števca sta šla v korač. Šta je ovo sad? 1-2 stari bija. Oba so se pokvarila, istočasno, razumeš? Ne? Ker gorivo je v levem krilu in gorivo je v desnem krilu. So dva števca. In jaz pridem in seveda zmrznem. Jaz oh my God, ne? To je to, kar mi oni govoril. Ne? In kaj sem naredil? Zgrabil sem eno knjigo debelo tle zraven, ki sem imel na sedežu, tako imenovana Biblija vseh letališč, ki obstaja v Avstraliji. Jaz sem to Biblijo dal na kolena, sem se našel, kje sem gor, sem rekel, najbližje, kje lahko je temu, me ne briga, jaz grem dol, me ne briga, hočem iti zdaj dol na tla, dovolj mi je tega. In jaz gledam in najdem neko mini letališče, piše gravel, ne? Gravel pomeni v angleščini kot makadam. Makadam. In se reče, kaj me briga, tle grem dol, neki kmet, ne vem kaj bomo že rešili, ker v Avstraliji imajo kmeti svoje avione tudi notri. Ja, imajo tudi svoje, benzin imajo na voljo. Ja, imajo standardizirano in to, ne. In jaz pridem in jaz sem se kar tako v spirali spuščal dol, sem rekel, ne, gremo od tu, več stran, nikamor, dokler ne pridem dol, ker so bili števci že dol krepko. In jaz pridem in naredim vse tiste announcements, ne, pa moram povedati, da zdaj prihaja letalo, mojo kodo letala in tako naprej. Pridem in jaz pristanem dol na tem mini letališču in sem videl neko kmetijo to in jaz pridem, zaustavim letalo, parkiram in vidim tam še eno letalo parkirano in en tip neki šraufa na tako z nekega motorju. Filma, stari. Ja. Neki šraufa, neki na motorju na letalu. Ne znam kaj, kmet je servisiral letalo, ne kaj je delal. Jaz odprem vrata od aviona, stopim ven, jaz nisem niti rekel dober dan, hello, nič. Oni je rekel meni, aha, ti je zmanjkalo goriva. Nisi prvi. Ja, je rekel, aha, you ran out of fuel. Jaz yep. V glavnem, nič sva se nasmejala in jaz prosim, imate kaj gorijo za mene? In on pogleda in reče, hej, mate, ne, vaši Avstralci imajo ta izraz, in rekel, glej, lahko ti dam, 120 litrov, 150 litrov ti lahko dam, niti enega litra več, ker ostalo rabim jaz za mene, ker imam tak plan, toliko moram imeti, toliko ti lahko prodam in več ne. In jaz rečem, super, sprejmem. In on gre z neko mašino, pumpo mi to nakrca notri in to. In reče, evo, smo rešli, ne? Jaz kaj lahko plačam s kartico? Ko budalo. In? Ne, je rekel, samo cash. In vzame denarnico, pogledam, sem imel dovolj, hvala Bogu, sem mu dal v cashu. In jaz se pozdravim, odletim z tega letališča in sem imel plan, da grem ker nisem smel leteti nad morjem. Zato, ker nad morjem moraš imeti spet certificirano za nad morjem, jaz takrat nisem imel dovoljenja za nad morjem in je bil plan, da grem pokopnem tako en ovinek, da pridem na uno stran, ki je bilo končno moje letališče dol. Moorabbin Airport, mimo grede, če koga zanima. In jaz sem prihajal z južne strani dol, bolj strani Geelonga, če kdo gledal na slučajno mapo. In sem rekel, jaz sem šel kar čez ta zaliv preko, kaj me briga. Ne?
In sem spremenil, ker sem bil tudi z gorivom na kratko, sem rekel, ne bom delal še ovink, okoli bom zgubljal kilometre, grem kar le čez. In jaz sem šel, vedel sem pa, da pazi nad morjem, zato ker nad morjem je ful enostavno zgubiti orientacijo. Nebo plavo, modro, spodaj, zgoraj. Res, tako hitro? Te lahko tudi to zakoplja hitro, ni za se hecati. Jaz sem to vedno, sem rekel, me ne briga Artificial Horizon, kaj me briga, pa tudi moraš imeti potem tako imenovane life jackets, bi mogel tudi to imeti, nisem imel, ne vem kaj. Sem rekel, grem, me ne briga, samo da prijem domov. In jaz grem čez, pristanem, tam naredim puno, sem pristal dol, pridem nazaj v to mojo šolo, se srečam z mojim inštruktorjem in reče, malo si ti pozen. Sem rekel, sem imel vmes neki... Kaj pa bilo? Ptice zaletejo v šipo. Sem rekel, se moram izpovedati. Kar izpovej se, da slišim, mu povem to zgodbo in veš, kaj mi reče na koncu? Dobro si se znašel. No vse zadnje vidi, mu je zaupati se, znajdu v situaciji. Si kaj počeš narediti? Pip. Člani reklama. Kje ste člani danes, člani Rimanič in Jure v Kristalni palači pri Life Centru Energijski kliniki. Jure. Jaz smo danes stranka in izvedli boste iz prve roke, kako je biti v tej kliniki. Tukaj smo z Ano, vodjo centra. Ana, povej, kaj je to, kje smo, kaj, zakaj, kako. Ta energijska klinika je res za vse, ki rabijo več energije, da bi lahko bili srečni, zdravi in hitro dosegli svoje cilje v svojem življenju. No pa pojmo pogledati, kako vse to zgleda. Evo, najprej prideš do glavnega pulta, tle te lepo sprejmejo, potem prideš sem, da se razkomotiš, lepo ti vzamejo jaknico, ti dajo copatke, tako da res relaks. Potem greš na pogovor z energijskim ekspertom, danes je tukaj z nami Ana. Najprej, preden začneš terapijo, predebatiraš o svojih ciljih, kaj češ boljša, tukaj lahko ti pomagajo, da zboljšaš svoje zdravje, odpraviš stres in dobiš energijo za svoje življenjske cilje in ambicioznosti, karkoli imaš. Danes bo Jure to z njimi predebatiral. No, potem greste na diagnostiko vitalnosti. Ana, povej nekaj več o temu. Jure, ti se zrelaksiraj. Povej. Diagnostika vitalnosti je diagnostika hrbtenice in po hrbtenici se vidi vaša genetika, vaša resnična slika energije. In tako lahko res jasno vidimo, kje ste, da lahko vas pripeljemo do tam, kamor si želite. Zdaj pa še najbolj pomembna stvar vsega tega je vitalizacija. No, več o temu pa prosim, Ana. Tole je pa ključen tretma, ker dobite ekstra energijo, da lahko prvo odplaknete vse blokade, ki se zadržujejo v vam in potem dobite ekstra energijo, da lahko res dosežete vse cilje, ki si jih želite. To je to, jaz sem tle stalni gost, meni ful super, meni ful pomaga. Jure, kako je bilo tebi? Jaz sem se imel fantastično. Punce so zakon, terapija, super, priporočam. Pridite. Pol si se vrnil nazaj v Slovenijo? Pol sem se vrnil nazaj v Slovenijo, ja. Kaj si tu delal? Tukaj nimamo nafte. Tukaj sem delal na projektih za aparate za kazino, se pravi gamble machines, ko se reče slot mašine. Slot mašine. In sem bil programer, ker sem tam delal tiste stvari, sem pol tukaj začel programirati za kazinoje te stvari, z podjetji, ki pač so tudi znane. In sem postal pač ta programer, ki so me povabili v eno skupino teh inženirjev, ki razvijajo te mašine. In potem tukaj sem se naučil precej o matematiki glede verjetnosti. Ja, itak, ja. Tam je sama verjetnost in v bistvu sem ratal zelo močen, kar se tiče verjetnostnih izračunov, ker sem tega pol preglodal ful. Pa sprogramiral sem, pa vodil sem in potem to me je tudi poslalo precej po svetu, sem ter tja, ker ti kazinoji so po svetu raztreženi vse posod, po celom svetu, tako da sem bil na vseh koncih in krajih še potem glede tega. Potem pa sem en čas šel delati še na Kitajsko. To, z kazinoji? Zato ker tam je bila proizvodnja teh fizičnih komponent in sem še nekaj let potem delal tam na Kitajski. Koliko časa? Kako izgleda Kitajska? Vse sešteto skupaj je bilo 6 let, kaj takega, vse sešteto skupaj na Kitajski dol, 6 let je bilo vse sešteto. In kako je tebi tako doma, če si imel tle družino in tako, kako ti je bilo to? Jaz sem prišel, sem bil na kosih, ampak pravim, če seštejem vse skupaj, 6 let se je nabralo tega časa na Kitajski. In seveda tam je spet svoje zgodbe. No.
Sej, Ena, kamor se ne mudi, ki je Aljo. bila huda, je bila ta, ne bom pozabil. Ne vem, če se spomnite, 10 let nazaj, čakaj, da razmišljam, če nisem falil, mislim celo več kot 10 let, koli 12, 13 let nazaj, 14. Se spomnite, mogoče je izbruhnil vulkan na Islandu, na To je tisto, ki je Islandiji. opeklo celo neke turiste, ali ni to Ne, ta? vulkan je izbruhnil na Islandiji. Kaj je bilo ful pepela, ali kaj je bilo? Ja, Ja. in so celoten zračni prostor nad Evropo zaprli. Aha, ok, Ja. ok. In jaz sem bil na Kitajski in jaz sem šel na avtobus, na letališče, Baiyun se kliče v Guangzhouju, šel na letališče in se rekel, grem domov. Grem domov, zdaj grem domov, ne, grem videti mojo štiro, grem ženi, grem domov. In jaz sem bil na avtobusu in avtobus spelje iz centra Guangzhouja gor in meni zazvoni telefon. Halo, kdo je? Tukaj Emirates, ne? Emirati. Ne? Emirates Airline, ja, ja. Kaj pa zdaj? Rabimo Slušajte, pilota. ne hodite sem, ostanite tam, ki ste. Ostanite tam, ki ste, kaj? Jaz grem domov. Ne, ostanite tam, ki ste, ne hodite na avion. Mislim, čakaj, kdo je to? To se ti ne zgodi nikoli. Ja, je izbruhnil vulkan. Kakšen vulkan pa? Nisem imel pojma. Ja, smo zaprli mislim, nisem imel pojma, kaj se dogaja. V glavnem, ta ženska je mene prepričala in jaz sem ji potem verjel, ostani tam, kjer si. In jaz grem dol in se rekel, kdaj bom pa šel domov? Vam bomo javili. In jaz sem potem ostal tam, v Guangzhouju, in drugi dan me kličejo in mi rečejo, vi ste predvideni za domov čez 1 mesec in pol. Ja. Zakaj? Ker oni so zaprli ta zračni prostor in potem, ko se je začel zračni prostor odpirati, so prvo spuščali ljudi po redni liniji in vse vne dneve, ki se je nakupičil folk, ga rešujejo sproti, da dajo na prazne sedeže. Ne premaknejo celo verigo dol, pustijo tako, ko je. Tebe, ki si padel v luknjo, te dajo od zadaj. Torej bi se bolj splačalo kupiti novo karto. Ne, karta je bila krita. Nisem dal nič. Ja, ampak če bi kupil novo Ja, karto, kaj, zaprit prej, ali kaj? Se ne pomaga nič, ker oni te dajo tam, ki je prosto. Pol so nas nafilali vse posod, vključno z business klasami, vse posod so nas nafilali. 1 mesec pa pol si pol še podaljšal. Ne, oni so potem mene klicali vsak dan in se je oni mesec pa pol potem krajšal, kakor so ljudi Ja, uspeli strpati filali gor. gor in pol na koncu sem končal na enih 3 tednih, mislim, da. Dobro. To je dobro, ale. Čakaj, znaš tudi kitajsko, ne? Ja. Mi vemo. Lahko rečeš, dobrodošli nazaj na najboljši podcast. V Sloveniji. Huanji ni gualaj cebjen, pomeni dobrodošel nazaj tukaj. Zdaj pa podcast. Je podcast dobra ideja. Podcaštani. Ko si rekel, se reče? Huanji nimen pomeni welcome you, spravi za vse. Huanji nimen, Ja, da ste prišli sem. Caj cili pomeni tukaj. huanji nimen, caj ti. Cili, ja. Cili. Mi smo prijatelji, bomo še penjomen. Panjonjen. Ali povej, kako je Ok, živeti na hudo. Kitajskem. Kako je živeti na Kitajskem? Kaj je najbolj bizarno, kaj je ta culture shock? Kitajska spominja malo na Srbijo. Jaz rečem, to je druga Imajo Srbija. čevape? Njih čevape ne, imajo drugo, ampak so taki dobrovoljčki, zajebanti, se smejo radi, žurajo radi, non-stop imajo žurke vse povsod, non-stop te vabijo na vse mogoče žurke, nikoli konca ni teh žurk. To je nenormalno, too much. Na koncu jaz sem bežal od teh žurk, ker je bilo too much vsega. Čakaj, prosti, si rekel, si bil na Ibici, nore žurke, Ibica ali kitajske žurke? Mogoče bolj varna Kitajska. Zato, ker Ibica je preveč zahodnjaška, preveč divja. okej. Kitajci vseeno imajo malo tako nekega respekta, malo bolj easy. In si bolj varen tam. Tako da, ja, skoraj bi rekel tam, iz tega vidika. Ne. Ok. No, kako si živel? Kje si živel? Si imel stanovanje, si bil v hotelu? Tam, kjer sem bil, po hotelih so me dali. Hotelih, aha. Kakšni so pa kitajski hoteli? V primerjavi z evropskimi. Odlični. Raz? Ja, v redu, ja. Imaš hoteli na Kitajskem, ki so top. Ja. Ful v redu, nizke cene. Meni so takrat plačali drugi, ki sem delal za njih takrat, ne. Tako da nisem imel jaz teh stroškov in so me dali v ta hotel, oni vse posod sem bil v vseh teh hotelih, ampak sem bil skozi v istih hotelih, na koncu v hotelih so postali moji kolegi, jaz sem bil tam drugi njihov, na rekovajih. Ja. Kaj si pa delal recimo v prostem času razen žurk? Kaj je bilo tam? Misliš na Kitajski? Ja.
V bistvu fabrike so končale delati 4-5 popoldne, ne? So se zaprle fabrike, sem bil takrat na fabriki cel dan. Ne? Kakšen pa je bil delovnik, kdaj ste začeli zjutraj? Fabrike odprejo okrog 8 zjutraj in zaprejo okrog 4 popoldne 5. S tem, da jaz sem imel naročeno, da me pridejo iskat ob 10. Hopala. Torej si imel voznika. So mi dali voznika. So prišli iskat in so me peljali tam. In potem jaz sem bil od 10:30 do 4:05 z njimi. Ne? Ja, včasih sem tudi delal zvečer, sem podaljšal z njimi, ker smo mogli končati. In potem, če smo končali, so me začeli vedno maltretirati. Pridi k meni na obisk domov, bomo naredili večerjo pri meni, gremo v to gostilno, gremo v ono. Zmeraj so me vabili. Vse sem šel dosti krat, ampak potem na koncu sem se začel upirati, ker sem videl, da jaz sem si želel, da potem, ko končajo, grem sam v eno gostilno, da poješ v miru. Sem imel mir, ker jaz sem bil skozi potem stresom kitajščine. Razumeš? Ja. Sem rabil ta možgane, da odklopi. Ne? Pa pridi, imamo žurko, pa oni imajo rojstni dan. Tam, ko ima en rojstni dan, jih pride 500. Razumeš? In potem od 500, valjda bo imel vsak dan še en rojstni dan. Moraš vseh 500 nazaj tam, razumeš? Nikad kraja. Kako Kitajcev. Pa to je drama, razumeš? Sem bil na poroki kitajski. Pa to je bilo 2000 ljudi. Dej nehaj. 2000 ljudi. In kje se to poročijo? V cerkvi po mojih ne? Ne, se poročijo v takih mega gromozanskih restauracijah, ki jih tle v Sloveniji ne obstaja. To je parkirišče, kot da si se parkiral v BTC-ju. Je celo za eno restauracijo. Mislim, to so full parkirišča. Kaj imaš pol tipa, ne tam zaslone, mikrofone, da ti jih čuješ? Kako se sploh vidijo, ko se poročijo? Pravilno si povedal. Stadion. To je stadion. Imajo velike ekrane, naštimane na različnih lokacijah v tej mega veliki restauraciji, ki je v veliki dvorani z dodatnimi sobami. Vsaka soba ima svojo televizijo. Na tej televiziji imaš ti predvajan šov, ki se dogaja v veliki dvorani, kjer so gor slavljenci, ki so se poročili. Tam je ansambel, muzika, govorijo, plešejo, to se predvaja v vsaki sobi. 2000 ljudi je, potem pa pride trenutek, ko se mladoporočenci pojavijo pri vsakemu, ki pride na obisk in grejo od enega do drugega in z vsakim so lahko samo 1 minuto. In zdaj si ti misliš... Še to 2000 minut. Ja, 2000 minut ne prideš skozi v enem večeru, ne prideš skozi 2000 minut. Zato gre v eno sobo, kjer je notri 20 ljudi, 30, 1 minuta, happy birthday, ne? Rekel, ni birthday, ne? Čau, spije in gre. In na sednih 30, zato dajo skozi 2000 ljudi. Ne? Kako izgleda poroka? Mislim, so oblečeni? Kako so oblečeni? Oblečeni so lepo v frakih. Ampak oni kakšno vero imajo Kitajci? Ne imajo rdeče. Oni nimajo vere. Oni imajo tistega Konfucija, ki je ena sorta kvazi budizma. To je to, načeloma. Ne? Torej, poroke niso podobne, niti približno našim porokam. Ni tako... Mislim, kaj imajo oblečen ženi in nevesta? Recimo ženin bo v črni obleki z metuljčkom, klasično, ja. Okay. Nevesta ponavadi svetlo roza, svetlo zeleno, celo svetlo modro, belo. Ampak dolgo obleko? Tako? Dolgo, ja. Podobno? Podobno, ja, široko tako. Ja. Kaj pa kdo pa jih poroči? To je civilna poroka. Civilna je vedno civilna poroka, ok. Poroči pač matičar, ne? Matičar. Ja, čakaj nekaj, oni so na pogrebu v rdečem. Kitajci. Oni so, kadar je slavje, so v rdečem načeloma, to je verjetno za novo leto in podobne stvari. Za pogreb pa ne morem odgovoriti, ker nisem bil na nobenem pogrebu. Dobro, še dobro. To pa zanimivo, še vedno, če si poznal 500, verjetno. Ja, ampak nisem, noben mi ni rekel, pridi na pogreb. Ja, pridi na pogreb svoj. Ok, stari 2 jurja poroka, bolano. Kaj je najbolj bi bilo bizarno za nas, če pridemo dol? Recimo, jaz sem bil že v Aziji, nikoli na Kitajska je beštja zase. Kaj je najbolj bi bilo bizarno za nas dol? V bistvu vse pomalo, zato ker ko ti prideš z letališča ven, je to vse glomazansko veliko, je milijon ljudi, je jezik, ki ga ne razumeš nič, način obnašanja je drugačen, greš v restauracijo, načeloma se jejo drugačne stvari, so drugačni vonji, ko stopiš na ulico, je vse nakranclano z rdečimi, zlatimi črkami, v vseh mogočih znakih, ki verjetno ne prebereš nobenega, ker se nisi učil njihovih pismenk.
In hodiš po ulici, ni nobenega belega človeka, ti si edini beli človek, vsi te bojo malo pogledali, ker si nekaj posebnega. Še vedno je tako. Ja, Verjetno, ja. Ja, načeloma ja. Ne? A se mi tudi tle, če mi še enkrat, olik to je to. Ne, jaz ne. Tako Taki gala vsi, ki jih Ma jaz ne to lih veš, ono, pogledam ono, pač ono, Mateo. Dobro, ni da izpostaviš, ampak ono, Mateo, Kitajc. meni so ful simpatični stari. Ja, sej, meni so simpatični ful. so v redu, jaz sem z njimi imel vedno lepe odnose, do mene so bili vedno zelo spoštljivi, tako da imam same dobre stvari za reči okoli njih. No. Kitajska, kaj si kaj takega proval pojedu, najbolj bizarnega Na Kitajski sem jedel vse, kar si skoraj lahko zamisliš. človeka. Ne, Mačko? ja, Psa? ja. O, in? Dali so mi probat, ne, oni, in pes mi ni bil všeč, mačka pa dobro. Veš, katera pasma? Ne vem, nimam pojma, sem samo to, zato, ker so oni to že dali, je bilo tam, to valjda je to. probaš, valjda probaš, ja. Kaj je to? To je pes, žena, tam je bilo. Ni da, ki sem jaz rekel, onega kuška, ne bom to, valjda, ne, niti ono mačko, jaz sem rad mačke. Ampak je bilo tam, ja, je bilo tam, ne. Kakšen kuzi mačka si rekel, da je dober? Mačka, takole je, živali se delijo na dve grupi. Na plenilce, ki lovijo druge. Razumeš? In zdaj, ti, ki sodijo v to grupo plenilcev, kot recimo mačka, ona počiva, spi, je nežna, se boža. Ne? Ona se ne premika, ona lovi samo, kadar gre v napad, po noči, da je ulovila enega miša, ne? Če gledamo iz evolucije. Ne zdaj, da daš brikete doma. Ne? In ona samo takrat eksplozivno napade, bum, znori, ulovi miša in ona je svoje je končala. Ona je si zagotovila obrok, Ja. da bo mačka preživela, pojedla miško in ona tu konča. Zato je meso mehko, ker večino časa ona počiva. Ok, se lepo marinira. Ja, ker meso mehko, ker ona počiva. Ne? Samo takrat eksplodira, ko rabi. In večino časa je meso mehko. Če ne bi bilo vsako žilovo. Ja, če pa recimo vzameš za primer, ki niso plenilci, ampak recimo lovijo, plenilci zmeraj so neke plenilci, ampak recimo, da jejo neke stvari druge. Recimo primer so bile kače, ki so lovile male kobilice ali kaj takega, da so jedle, male kače. Ne? Se jejo tudi kače. Ne? In te kače, ki so sodile v to kategorijo, da so skozi se mogli gibati, veš, da so nekaj lovile in so cel dan, sem in tja, so imele meso zelo žilavo in trdo. Medtem ko kača, ki je bila spet una plenilec, ki je v lovu enega zajca, pojedel zajca in se ta kača ni več premaknila, ne vem, 14 dni, ker se ji ni rabilo, tisto meso je bilo mehko. Ja. In one pa, ki so skozi notri, No, ma kakšen okus, nisi pa kakšen okus ima mačka? Mačka? Podobno zajcu. Aha, ja, vse to je vse S tem, da je tam. mehkejša. Ker zajec ne lovi druge miši za jesti. On cel dan hop Ja. in je travo in to, on se skozi premika. Njegovo meso je bolj trdo, če je zajca, ne? V njo, za golažo, se vemo, da eni jejo, ne? Zdaj, Torej, mehko meso. Kateri del si pa jedu, veš? Od koga? Mačke. Ne vem, mnoga verjetno. Kaj pa pes? Pes pa odsvetujem, res, brez veze, zato ker je boljši že prašiček, ne? Svinjsko meso. Ampak je podobno tako, ali kaj? Ja. Torej bolj Boljši je prašiček. Ja. Ti si obdelal cel svet, ne? Ja. Na kateri točki si se ločil ženo? Na kateri točki? Mislim, si bil na Kitajskem, prej po... Ne, v bistvu tako je bilo. Zdaj ne bi mogel preveč reči, ker bi mogel dati njej besedo za zagovor. Ali jaz te hočem vprašati, koliko muc si proval po celem svetu? To je drugo vprašanje. Tako te bom vprašal, no evo, kar direkt. Eno na Kitajskem sigurno. Mislim, potem, ko je že začel moj zakon razpadati. Mislim, kitajsko, ono, pravo. Ja, seveda se je zgodilo, da sem imel, ki je kašno, ne, pa prej, ne, ampak ko sem bil ženo, ne, potem, pa ko je začelo razpadati, smo šli na razen, potem sem se končno, bi rekel, iz tvojega vidika osvobodil, da nisem bil nobenemu nič dolžen. Ja, sem imel pač razmerje v življenju z par različnimi
rasami. To je zanimivo. Lahko, ja. Ja, kaj je, mislim, ok, ne tako zelo... Recimo v Avstraliji sem bil samski, ne, cel čas, dejansko, ne. Samski, sem bil v razmerju, pa ne, pa eno, pa drugo, pa tako, ne, ampak ja. Ok, na tako res spoštljiv način, kjer so najboljše, najbolj simpatične, s katerim je najlepše preživeti čas? Ful odvisno od človeka, verjetno, ne. Pa dobro, od tebi vse. Ti povem jaz, moj končni zaključek. Slovenka. Zakaj? Zato, ker je kultura najbolj podobna. Nisi podobna ista kot tvoja. Tako je, ja. Ti lahko neki, ne, mene dosti, je bila Črnka, je bila Azika, ne vem, kaj mi vse govorijo, ne. Glej, najboljše je v tem okolju, v katerem ti živiš in s tisto osebo, s katero se povežeš najboljše. Definitivno, ne. Zato, ker vse to, kar je, to je samo genetika, nagon, ne, se bojo geni pomešali, glej, ono Črnko, ne, je taka, ma ona, ne. Ja, ampak potem, za tem dejanjem, ti moraš z nekom biti v razmerju in v razmerju stvari trajajo tiste, ki so najbolj kompatibilne, ki imajo največjo presečno množico kompatibilnih stvari. In jezik, kultura, pesem, da lahko govoriš, si gledala tisti film, ne, ali pa tisti vic, ne, o Hasotu, Mujotu, pa onemu, ne vem, politiku. Pa dobro, če se ta pravi najdejo tudi Črnko, naučiš o Hasotu in Mujotu. Ja, s tem, da jaz sem povedal v začetku, to je moje osebno mišljenje, ker so ljudje, ki reče, ne, jaz sem srečen z, ne vem, Tajko. V redu, super. Ja. Happy you, happy me, all right. Zanimivo. Ja, jaz pač imam teorijo o kompatibilnosti, o skupnih interesih, kulturi. Najboljše za oženiti, po tvojem mnenju, je Slovenka, kaj pa v postelji? Za mene, ne za druge. Kaj pa v postelji? Tudi Slovenke? Jaz mislim, da ja. Zakaj ne? Ja. Zakaj je ta fama, da mora biti nekaj x1 boljša? Pa ne, vprašam, jaz nisem prav nič drugega. Jure, ti si prav kaj drugega, ko naše. Ne? No, tako da. No, jaz sem bil en čas v razmerju za Miss Sri Lanka enkrat. Čakaj, to je bilo tisto, ko je vleko 120 jurjev na mesec, na leto. Pa ne vem, če je bilo... Ne, mislim, da je bilo na 60 že. Kje si njo našel? To je res vse side quest, ki je skozi. Kako sem jaz njo našel? Ali je ona mene, je bolj vprašanje. Namreč njena sestra, ne vem, kako več je poznala mene, ko sem že v Avstraliji, in je rekla, imam en problem, moja sestra hodi na faks in ne more rešiti logaritmov pri matematiki. Ki vem, da ti si bolj tašen. Jaz ti rešim loga, ti mi daš rit. Ne, ona je rekla za sestro. Ker lahko greš in njej pomagati rešiti logaritme. Ti imaš vizo. Kot instrukcija. Kako pa je plačala? Da mi bo dala na uro, ne vem, $20, se spomnim. $10. Vsaki. In ona pravi, hodim na, ne vem, kaj bila, Monash University, mislim, da je bil. Pejdi na Monash University, kdaj, ko konča 6 uri zvečer, tam una soba, uni hodnik, ne vem, kaj mi je rekla, in jaz sem šel gor. Nisem pojma, kdo bi tam. Sem šel gor, prijem notri v sobo in vidim to blazno luštno žensko. Jaz nisem vedel, da je bila ona Miss Sri Lanka in da je šla na Miss Universe v Beijing takrat, ne. Jaz njega nisem vedel, teh podatkov nisem imel. Ti pa dejte v misico. Jaz sem prišel gor, ma dobro, to je subjektivno vse skupaj, ne. Ne, nič, tam je že objektivno. Ja, tam je že. Je uradno potrjeno, da je dobra. Jaz se usedem tam z njo, in jaz, in on reče, čau, se spoznamo, roka gor, dol. Sem rekel, da čujem, kje je problem. Glej to, poglej to. Ne mi pokaže neke logaritme tam gor, dol, vse. Rekel, Aljo, mala. Aljo, mala. No, jaz sem rekel, dobro, ni to tako za konec sveta. Jaz sem rekel, se da rešiti, ne? Samo moraš vedeti, kaj delaš. Se da rešiti, tebe tudi, ja. In jaz začnem njej to risati, razlagati in ne, razlagam, ne, veš, to gre sem, to. Vsaki čen gumbek se odpel, ne? Glega ti. In jaz ko toliko pogledam njo in vidim, ona namesto da gleda tam, gleda mene. Jaz ono, halo ženska, potenca, 10 na x, 10 na potenca, logaritem je kontra x, kaj ti ni jasno? In ona gleda mene kot zasanjenega, ne? Ampak ni se nič zgodilo, ne? Jaz sem samo pač končal to moje. Si začutil ni vibe? Sem rekel, zakaj mene gleda, nekaj ne gleda dol logaritme. In potem,
včasih smo tam bili frendi, gora, in se je zgodila, takrat sem imel v najemu eno stanovanje, eno hišo, smo naredili žurko pri meni in ona je prišla s vsemi temi spet k meni in žurke, tam pri meni smo tudi kakšne žurke in to. In tam potem en večer je ostala in se je začela zgodba. Ampak, se je začela zgodba. In potem so mi rekli drugi malci, ti videl, kot je ona gleda? Sem rekel, ne, nisem jih videl, me gleda, ja, malo, sem rekel. Ne. No in potem se je en večer tako začela z nami ta neka zgodbica in to, ampak potem sem ji rekel, zakaj tam nisi gledala? Na meni je bilo všeč, kako ti to veš in jaz ne vem. Vidiš kako, to pač dopolnjuješ se. Ja, tako da nisem jaz njej zapalil, ma kaki. Jaz sem bil všeč zaradi logaritmov. To je ta game, to je ono, mislim, study riz. Ja, ne, kaj briga, on jo briga logaritmi, da on ve za mene. Logarizler. Study riz. Ja, no in enkrat je prišla moja mama k meni na obisk v Avstralijo in je njo spoznala. Je rekla, aljo. Bolj mi je dala tako vedeti, kam si se dal? Pogledaj, viš, da je temna, halo. Če unicajti, ja. Ja, unicajti, ja. Tako je bilo malo, sem dobil to znak, da ne. Dej, za na konec ali obdelamo še, kako ti vrtiš te svoje muce, ne, okoli. Ti si plesalec. Nobene muce ne vrtim. Ti si plesalec. Jaz sem samski plesalec, no, to je hotel reči. Moj hobi je ples, no, to hočeš reči verjetno, ne? Tako, ja. Od kdaj, kje, zakaj, kako? V Sloveniji, ko sem se vrnil nazaj, sem potem imel tudi eno razmerje z eno punco, katera me je upeljala v ples in potem sem od tam začel z plesom. In se spomnim, da prvič, ko sva šla ven plesati, jaz nisem bil še takrat neki plesalec, samo šagra, da rečem plesalec, nema nič. Je rekla, jaz čutim, da ti imaš feeling za ritem. Ful dobro. Iz prve. In sem rekel, ja, vem, ne, ker sem bil nekoč DJ tudi, ne, sem razvijal software za DJ-je. Ja, me še zdaj in lahko me vidiš na Google, če greš gledat, me najdeš gor. DJ, sem razvijal ene konzole za DJ in sem dosti časa bil DJ in sem imel feeling za ritem, ker smo dali plošče v ritem in take skrečene. Ti veš random word generator. Ti delal vse. Ma ne, vse to lahko vidiš, če greš gledat. Šli čekniti, ja. Ja, se lahko pokažem. In sem imel feeling za ta ritem in potem od tam je začelo. Ne? In sem začel razvijati, pa sem začel en ples, pa sem malo dodal drugi ples, pa tretji. Kaj pa plešeš? V glavnem se držim 3 plesov, 3 zvrsti plesov. Okay, to je. Salsa, bachata in kizomba. To je kizomba, ki jaz nisem štekal ritma. Ja, kizomba je malo posebna. Ja, sem videl, to je res posebno. Plešem še tudi malo ostale stvari, ampak te 3 so primarni, ki si jih držim in tudi učim kizombo. Kje pa? Tle v Kopru. Ja, pa dej malo si dali reklame. Ja, če kdo če kizombo. Ne bi rad preveč, zato ker sem že na kratkem s časom in več kot toliko ne morem sprejeti, ker nimam časa. Tako da ne ostane z enkrat tako. Ne tknemo na kizombo? Ja. Rabim pa... To nasprotna psihologija. Ne, imam pa en apel, by the way. To je. Nam zmanjkuje vedno moških plesalcev. Ja, pa povejte, kam ne se prijavi, kaj ne se prijavi. Ne se prijaviš. Pišite Aljoši na Facebooku. Na Messenger je tudi v redu. Ja. Maš kakšne lušne? Kaj? Maš kakšne lušne? Ma vsega je. Ne. Ma dobro, ja. Ne, to poveli ne. Ne, ko pogledaš gor in je vsega. Ma jaz gledam, kaj bi bilo tebi všeč, ne? Vidiš, on te že zate. Ne, ker jaz vem, kaj vam gledam. Imaš kakšno 20 let za mene, ne? In moram delati, una je več, una ja, mogoče, ne. Ampak lahko pridejo za reč tipi koliko let? Vse sprejemen, kar je. Zato, ker moški plesalci so vedno problem, ne? Jih je težko dobiti, ne? Ne, še da zna dobro plesati. Ma, vsega bomo mi naučili, ne? Ne, samo, to je. Da ima voljo, ne, do tega. Ne da pridefitira, ne, da ima res voljo. Ja. Koliko manj jaz sem, ful imam voljo, ne? Lahko prišli senjure enkrat sprovat. Ja. Lahko posnajemo vlog. Ja, enkrat da res pravimo, ki to ti, ko ja, ti to vrtiš. Veš, ko sem jaz lesen.
Pa te bo ta nas. Kje, stari, mene se ne da Mi odleseniti. smo videli, ko Aljo pleše, on to stari. Ja, to je vse praksa in potem volja do te zvrsti umetnosti. Ne? To je v bistvu ena vrsta umetnosti. Ne? Ok, še za na konec lik, da na hitro tudi še se dotaknemo, ko se temu reče, raziskuješ mikrobiologijo? Ja, to je pa štartalo 10 let nazaj, moj hobi. In sicer jaz sem začel gledati, če bi bilo možno, da bi se staranje biološko zaustavilo. In? Ja. In sem videl ene prve raziskave, ki so se zgodile leta 2009. Okay. Tudi ena znanstvenica dobila Nobelovo nagrado za to, se kliče Elizabeth Blackburn, grede, če bo šel kdo gledati. In je odkrila, zakaj celice na koncu propadejo, kadar se jim na koncu kromosomov skrajšajo telomeri, mimo grede, zdaj jaz ne vem, koliko je to odlemoriti ljudi z mikrobiologijo. V glavnem, bom probal poenostaviti, da ne bom težil. Skratka, ali bi bilo možno, da bi celica imela neomejeno število delitev, zato da ni omejena za številom delitev zaradi teh telomerov, ki se krajšajo. Celica ima omejitev, kolikokrat se deli. Tako. In to je pač staranje. Tako. In te omejitvi se reče Hayflick limit, mimo grede. Okay. In ona je ugotovila, zakaj mi nimamo te sposobnosti, zato ker je to pač en encim, ki se potem ne izraža več, se ne producira več in če bi se ta encim proizvedel, se kliče telomeraza, zaradi telomerov, bi potem celica lahko imela neskončno delitev in bi trajala v narekovajih večno. Ne? Okay. No in tam se je začela ta moj interes v mikrobiologijo, potem pa seveda je prišlo v naslednjih letih cel kup dodatnih raziskav, posebej na področju epigenetike in potem sem šel notri in zdaj se že toliko let s tem obadam in je prišlo do te točke, da sodelujem z eno kliniko, vodim raziskave, dajemo na analizo krvi sem ter tja, pošljemo na analizo v Ameriko, v Kalifornijo, za DNK analizo dobimo genetski profil, epigenetski, itd., tako da na koncu je ta stvar ratala en hobi s kolegi zdravniki, s katerimi imamo pravka in ja, jaz sem precej, bi rekel, že izurjen v teh zadevah in vem, zakaj gre. Zanimivo. No, zareč Aljo, če smemo deliti 50 let stari to, zareč pol life-a in vse to, da vskozi in vse to dela. Ja, lansko leto sem šel preko 50 let. Ni toliko starejši od nas. Ne, pač ja, spet ni toliko, če Ni pogledaš. toliko starejši od nas. Ok, Aljo, zareč še, kako izgleda tvoj dan, toliko stvari? Zjutraj se zbudiš, kako na hitro? Kaj delaš vse v dnevu, ki imaš toliko stvari? Zjutraj se zbudim in se lotim prvo radio hit, zato da rešim vse stvari, papiri, dokumenti, fakture, naša oddaja, mimo grede, ki jo damo skupaj. In tako naprej. Potem popoldne grem iskat hčer v šolo ali pa se z njo učim, mi pomagam pri kakšnih naravoslovnih predmetih, malo delava kaj skupaj, ne vedno, porabi. Ne. Potem grem v trgovino. Ti veš, kako je inštruirati punce, pa raje ti jo inštruiraš, ne? Veš, kakšni so lahko fanti, ne? Te inštruktori, veš, kakšni so, ne pa ne čerkate vam jaz. Znam jaz logaritme, ne ti unega tam. Ja, ali pa lahko gledaš tako, da ne zapravljamo denar za druge inštruktorje, ne, se ponuca v hiši, kar se ponuca, da, treba malo optimizirati stroške. Nič, potem grem v trgovino, potem jaz si vsak dan sam vse skuham, zato ker imam zelo strogo, kaj jem, vem, kako moram jesti, vem, kako moram skuhati in zaupam največ sebi in mojim kuharskim sposobnostim. Če ti me ne praviš, zdaj je ura že 7 zvečer, 8. Ja. In kdaj pride ples in mikrobiologija? Potem, ko pojem, grem na plesne vaje, grem okoli in po plesnih vajah grem tudi tam plesati ven, je skoraj vsak dan nekje, odzunaj, jaz poznam, kje se vsak dan kje dogaja, tle v rangu 100 km. On ima džiro. Ja, ne, vem, kje je, ker vsi se poznamo, vemo vse te lokale, situacije, kje so plesni večeri, v Italiji je dosti tega, tle skočimo čez mejo in tudi na Hrvaško, recimo včeraj sem bil v Umagu, mimo grede, ne. Tako da danes večer bom šel verjetno v Sežano. No, ok, in kdaj prije mikrobiologija? Vse vmes je mikrobiologija, kar lahko. Vmes, za vikende, ko je malo se to smiri, vse vmes mikrobiologija. Mikrobiologija bila včeraj, recimo konkretno, kjer sem jaz pregledoval
epigenetski profil DNK-ja od mene in od žene od zdravnika, ki sem dobil z Amerike rezultate, in sem delal primerjave, da vidim, v katero smer se je gibala ena regulacija nekih genov. Okay. Govorimo o biogenetika, no, tako da ne bom. Zanimivo. Kaj zdaj je čas za vprašanja? Naš najljubši segment vprašanja. Aljo, mi smo zdaj vprašali naše drage gledalce, poslušalci, da te kaj vprašajo. Prav. Imaš ti kaj več? Ki si prikazal? Ne, to je to. Ok, dobro. Okay. Hit me baby, one more time, bam. Underscore Liz Y underscore najboljši na svet, ki ste ga dobili. Tako, v življenju nasploh, Aljo. Sem ga povedal prej. Uni. Kadar te vse sile vlečejo nekam, Okay. in ti se upiraš, ne, tega nočem, to je tvojih 5 minut v življenju, naredi biznis. Ok. Matej, tvoj na svet? V moj na svet. Imaš ti kakšen na svet? Jaz bi dal na svet, da skrbi za svoje zdravje. Ja, In jaz bi dal na svet, bodi dober z vsemi, ker nikoli ne veš, kdaj boš koga spoznal, ki ne boš vedel, da je bil kdo ta tip. Naprimer, ne preklet enega, ki ti je zavil čez cesto, ker pol gotoviš, da ti je šef na intervjuju. Za reč, bodi vedno dober do vseh, nikoli ne veš, kdo je pol na kakšni kaj sem poziciji. šel čez kakšno križišče pred tabo. Ne. Gabriel Lori, dobro, ali je kje lepše kot doma? Vse povsod drugje je lepše, vendar samo kot počitnice. Vedno je najlepše doma. A? Jaz se strinjam z Aljo tam. Amen. Neja Bajec, ali si mnenje, da se je Matejeva slovenščina kaj izboljšala? Ja, potem, ko sem Mateju 500 000 krat rekel, Matej, ne tako govoriti tako, se je malo izboljšala. Ja. Vse ga je kar hitro ga opomnimo in kar je popravi. Popravi. Ja, me že te svoje in to provam dati ven. No, super. Govorite, pišete, spremljate. Ja, pišete, spremljate, pišete, Matej, spremljate. Matej. Češ, gremo naprej. Hanica underscore Černic 1, katera celina ti je najljubša? Katera celina? Naj bo Azija. Azija? Ja. No, super. Čaki, ti? Kaj? Ja, Azija, vem, jaz sem bil samo tle po Evropi. Nisem bil Evropa. jaz nikjer. jaz bi tudi rekel Evropa. Jaz ne znam povedati. Pred koncem samo še da povemo, 24.2. burgeri ob 6. Pridite provat člani burger, vsi vljudno vabljeni, bomo bili tam jaz njure, tako da, ja, kakšnega mogoče še mi dva naredimo. Tako. In vsi, ki ste bili danes z nami, se vam iskreno zahvaljujemo, ker mislimo, da ta podcast je bil malo drugačen, ali je res zanimiv človek. Tako da, lejte, če vam je bilo to všeč, dajte en like, en subscribe, en follow, pogledajte naše Instagrame, ali to dodajte na Facebooku, ker je malo star, pa pišite mu na mail. Tako da, hvala vam še enkrat, da ste bili z nami. Čau. Uživajte, se čujemo, Aljo, hvala. Check it. Čau.